Pozdravljeni gledalci vašega kanala. Vsi si želimo zdravja, moči, uspeha, sreče. Vsi pa imamo verjetno že izkušnjo, da tega ni vselej v obilu. Posebno nas zaskrbi, ko zaškriplje pri zdravju. Ko smo še mladi, navadno določene bolezni hitro minejo, če je ustrezna terapija. Lahko pa se sčasoma pojavi tudi diagnoza, ki nas zaskrbi, ko ni videti nobene človeške pomoči več. In o enem takšnih primerov bi vam rada danes nekaj povedala. Prebrala sem ga v knjigi Andrej Majcen Dobrotna Božja sled. Govori o primeru mladih zakoncev, oba tudi poznam, ki sta čakala svojega prvega otroka. Pri 5 mesecih pa so zdravniki ugotovili, da je otrok prenehal rasti. Zbali so se, da bo postal pritlikavec, da bo mogoče tudi umsko prizadet, in zato so jima svetovali splav. V velikih skrbeh sta se vrnila domov in ob njiju se je strnila tudi njuna družina. Vsak večer so se zbirali k molitvi rožnega venca. Zaupali so stisko tudi župniku, ki je bodočo mamico tudi vsak dan blagoslovil. Otroka sta izročila pri prošnji Božjega služabnika Andreja Majcna. Sestavila tudi molitev, kjer ga prosita za pomoč, za priprošnjo pri Bogu, in obujala spomine na njegovo dobroto, dobrohotnost, ponižnost, vedrino. Po zaključeni 9-dnevnici so imeli skupaj sveto mašo in mamica je prejela tudi sakrament bolniškega maziljenja. Tako sta v upanju in trepetu dočakala 9. mesec in srečni porod. Deček se je rodil zdrav. Dala sta mu ime Andrej in zdaj raste in se razvija kot njegovi vrstniki. Molitev, učinkovitost, priprošnje sta doživela na lastni koži. V tej drugi knjigi Andrej Majcen, Vietnamski Don Bosco, pa najdemo še mnoga druga pričevanja o njegovi priprošnji in prejetih milostih. Zopet bom povedala dogodek, ki ga poznam, in sicer se nanaša na osebo, ki je nujno za zdravje potrebovala določena zdravila, ki pa so ji začela močno škoditi. Bila je v precepu, jemati zdravila naprej ali iti naproti popolni slepoti. Zato se je v svoji stiski zatekla v molitvi v priprošnjo Andreja Majcna. In po nekaj dneh, ko je popolnoma opustila zdravila in skupaj s svojimi domačimi molila 9-dnevnico Božjemu služabniku, prejela zdravje. Nadaljuje se in oseba se dobro počuti. Andrej Majcen se je torej že pogosto izkazal kot močan, mogočen priprošnik pri Bogu v raznih stiskah, v zdravstvenih, pa tudi duhovnih. Kdo je pravzaprav Andrej Majcen? Andrej Majcen je človek, ki se je rodil leta 1904. v Mariboru. Njegov oče je bil državni uslužbenec v takratni kraljevini Jugoslaviji in pogosto premeščen na razna področja svojega dela. Tako je tudi Andrej v svojih otroških letih bil v mnogih krajih. Rad se je učil in kljub domači stiski za denar postal učitelj. V svojem učiteljskem delu pa je srečal salezijance. Postal je učitelj in v svojem učiteljskem delu srečal tudi salezijance. Navdušil se je nad njihovim načinom vzgoje in se odločil pridružiti njihovim vrstvam. Postal je salezijanec, kmalu zatem tudi duhovnik. Pri 31 letih je odpotoval v misijone. Ob obisku misionarja z Kitajske, Jožefa Kereca, je
tudi sam pripravil svoje kovčke in kmalu za njim odpotoval na Kitajsko. Tam so mu pripravili mogočen sprejem, ker res je imel že veliko vzgojno ustanovo in za prihod novega misionarja so pripravili veliko akademijo. In med programom je bil k nagovoru povabljen tudi Andrej Majcen, ki ni znal niti besedice kitajsko. Znal je seveda slovensko, nemško, italijansko, latinsko in še kaj, kitajščine pa gotovo ni obvladal, pa vendar tik pred klicom na oder je vprašal soseda, kako se povejo 3 besede. Šel je na oder, se priklonil svojo veliko postavo, mnogo večjo od Kitajcev, na vse strani ljubeznivo, se jim nasmehnil in po kitajsko rekel: "Rad vas imam." Vsi mladi, otroci, vsi prisotni so zbruhnili v mogočen aplavz in s tem kratkim nagovorom je osvojil njihova srca. Sam je pozneje dejal, da je to bil najkrajši in najuspešnejši govor v življenju. Lotil se je kitajščine, v 3 letih naučil toliko, da je že prevajal kitajske pismenke in uspešno deloval med mladimi. Leta 1951 pa je s prihodom Mao Tse-tunga na oblast moral zapustiti to svoje veliko misijonsko delo. Bil je izgnan. Nekaj časa je preživel na Tajvanu, nato je bil poslan v misijon v Vietnam. Z veliko vnemo se je lotil dela v Hanoju, naučil vietnamsko, začel vzgajati mlade, kot je bil že navajen, se posvečal posebej tistim, ki so bili najbolj revni. Tako kot na Kitajskem, tako tudi v Vietnamu je prednost imel vedno otrok, ki je bil sirota, ki ni mogel plačati šolnine, ker če bi imel denar, bi lahko dobil prostor kje drugje. Zelo so ga vzljubili in uspešno je opravljal svoje delo. Pa vendar, tudi iz severnega Vietnama je moral bežati. Ni hotel prej do Saigona, dokler ni priskrbel varnega zavetja za vseh več kot 500 sirot. In nato se je napotil proti jugu in začel znova pod streli, pod nenehnim bombardiranjem, kar vemo, da je bila 20-letna vietnamska vojna. Pa vendar, naredil je, lahko bi rekli, nemogoče stvari, ker je popolnoma zaupal Mariji pomočnici. Z njenim blagoslovom se je napotil nekoč v misijone z Rakovnika in njeno občuteno prisotnost je doživljal sredi vsakdana. Tudi ko so se fantje vračali z bojišč, so znali povedati, kako so doživeli občuteno Marijino pomoč. Ko bi jih naj zadela krogla, pa se je odbila od Marijine svetinice, ki so jo nosili na sebi. Po umiku Američanov iz Vietnama in po prevzemu oblasti tam strani komunistov je bil z vsemi pohvalami, zahvalami, za kar je naredil za Vietnamce, vendarle tudi on izgnan kot poslednji misionar. Vrnil se je kot izgnanec v domovino, v Jugoslavijo, in od tam deloval kot najuspešnejši misijonski animator. Bil je pravi blagoslov za svoje sobrate, ki so v 20 letih njegovega delovanja v Južnem Vietnamu pomnožili salezijanske vrste. Iz Jugoslavije jim je s pomočjo mnogih dobrotnikov pošiljal pomoč, iz redko katere druge dežele bi to lahko naredil. Tako pa so prijemali pomoč, opogumljal jih je, pisal, odgovarjali so mu in zdaj na Rakovniku ohranijo približno 6 kg pisem, ki jih je dobival od svojih mladih sobratov, ki so mu zaupali in se mu priporočali in se z njim posvetovali kot svojim najboljšim očetom. To najdemo še v razstavi, ki je v gradu Rakovnik, in marsikaj drugega, ki govori o njegovem življenju. Torej, Majcen, ki je zaključil svojo zemeljsko pot natančno na svoj 95. rojstni dan, je zdaj naš priprošnjik pri Bogu. Lahko rečemo, da imamo dobre zveze. Tu ne gre za korupcijo, ampak za nekaj, kar je Bogu všeč.
Bog si je zamislil cerkev kot veliko družino, kjer si vsi člani med seboj pomagamo in vodimo eden drugega na poti k Bogu. Zdaj nam lahko in nam je že mnogokrat pri tem uspešno pomagal naš veliki misionar Andrej Majcen, poleg tolikih drugih, ki so že v nebeški sreči pri Bogu. Zato lahko poživimo svojo vero v resničnost Jezusovih besed. Prosite in se vam bo dalo, trkajte in se vam bo odprlo. Bog je dober in nam ob naši vztrajni molitvi naklanja milosti, za katere ga prosimo, če so nam v korist. Nasvidenje, do prihodnjič.